Na stadionu v Malmöju na Švedskem je bilo 31. oktobra popoldne izraženo povabilo k dialogu na vseh ravneh, medosebni, praktični in tudi teološki. Na obrazih voditeljev cerkva je žarelo veselje zaradi tega srečanja, ki je bilo temeljno na ekumenski poti med katoliško cerkvijo in svetovno luteransko zvezo. V govorih je prišla do izraza tudi vloga mladih za prihodnost edinosti in miru. Za nas kristjane je bistvenega pomena iti na obrobja, je dejal papež Frančišek, potem ko je prisluhnil 4 pričevanjem katoličanov in luterancev, ki delajo za mir in spravo v svojem okolju. Mlada Indika je povedala, kako si skupaj z drugimi luteranci prizadeva za rešitev ekološkega in socialnega vprašanja, ki na milijone ljudi potiska v skrajno revščino. Direktor kolumbijske Caritas je predstavil njihovo delo za spravo v državljanski vojni, pa tudi za pravičnost v državi. Margarita iz Burundija pa je v veri, da sovraštvo nikoli ne bo imelo zadnje besede, začela pomagati vojnim sirotam. Rose, begunko iz Južnega Sudana, ki sedaj živi v Keniji, smo lahko spoznali na olimpijskih igrah v Riju, saj si prav s tekom prizadeva, da bi mladim dekletom vlila pogum za šolanje. Sledil je govor predsednika Luteranske zveze palestinskega škofa Junana. Danes doživljamo moderen čudež Svetega Duha, podobnega, kot so ga apostoli doživeli v Jeruzalemu pred 2000 leti, je zatrdil in dodal. Tokratno srečanje ni bilo cilj našega dialoga, ampak je njegov nov začetek. Verjamem, da bomo skupni cilj našli ne le v teološkem dialogu, ampak v praktičnem pričevanju. Papež Frančišek se je v govoru dotaknil vseh perečih vprašanj, na katera so odgovarjala omenjena pričevanja. Za nas kristjane je prednostna naloga iti naproti zavrženim in zapostavljenim tega sveta, ter jim dati okusiti božjo nežnost in ljubezen, ki nikogar ne zavrže, ampak vse sprejema. Tako bomo kristjani postali nosilci revolucije nežnosti, je zatrdil sveti oče. Po njegovih besedah naj bi poskušali vsak dan narediti vsaj eno majhno dejanje sprave in miru. Zahvalil se je mednarodni Caritas in službi Svetovne luteranske zveze ter spomnil na Sirijo, kjer kristjani v izredno težkih razmerah ostajajo med ljudmi.